Pred samim postopkom dimenzioniranja konstrukcije je ključno preučiti 10 postavk za dimenzioniranje. To bomo naredili z ukazom za nastavitve betona. V tem meniju lahko določimo različne nastavitve za dimenzioniranje, rezne sile, nastavitve po standardih ali celoten pregled vseh postavk. Ohranimo celoten pregled. Tukaj so dodatni ukazi za nalaganje prevzetih parametrov in iskalnik, ki nam omogoča hitro iskanje nastavitev z vnosom ključnih besed. Poglejmo nastavitve za dimenzioniranje in armaturo. Vidimo, da se nastavitve razlikujejo po vrsti elementov, vrednosti pa so prevzete po evrokodu. To okno lahko razširimo, da vidimo podrobnejše opise posameznih nastavitev ali grafični prikaz, kot v tem primeru, kjer so vrste zaščitnega sloja jasno prikazane. Za zgornjo cono. Za izračun zaščitnega sloja je treba vnesti življenjsko dobo objekta in razvrstitev izpostavljenosti. Poglejmo nastavitve solverja. Lahko vključimo uporabo efektivnega modula betona, da upoštevamo dolgoročno vedenje betona v analizi razpok in togosti. V desnem delu tega menija lahko vidimo podrobnejšo formulo in razlago le-te. V pogledu reznih sil lahko vključimo možnosti za zmanjšanje posmične sile nad nosilci. Po aktivaciji možnosti se prikaže nova vrstica, kjer moramo določiti, kako zmanjšujemo posmične sile. Desno v oknu vidimo več podrobnosti. Na enak način vključujemo zmanjšanje momentov pogibanja nad osloncem. Te možnosti niso privzeto aktivirane, ker je prioriteta varnost, ne ekonomičnost, zato jih je treba ročno vključiti, če želite. Poglejmo še kratko nastavitev za izračun potrebne površine armature in nastavitve za pretvorbo armature v 3D palice, kar nam bo koristilo v naslednjem videu. Te nastavitve veljajo za celoten model. Če želimo spremeniti nastavitve na ravni posameznega elementa, uporabimo ukaze Concrete 2D Data in Concrete 1D Data. Pokličimo ukaz in izberimo grid. Nastavitve, ki jih tukaj določimo, bodo veljale le za to grid, medtem ko za druge konstrukcijske elemente veljajo globalne nastavitve iz Concrete Settings.